Lep pozdrav, kako se prečujem. Pač izredna seja smo sklicali s tem namenom, operativnih stvari je milijon in tako enostavno. Mi smo želeli z to izredno sejo malo pogledati, analizirati stvari, kaj, kako in na kak način in tudi ukrepe in prioritete. To je ena zadeva, drugo pa seveda bomo pogledali tudi na to, kako so se naše občinske prioritete oziroma kako je treba občinske prioritete prilagoditi glede na razmere, ki so zdaj na terenu. Bo Strmec tudi kaj dodal zraven v imenu poveljnika civilne gasilcev, operativnega štaba, karkoli, ampak informacije imamo, pa še kdo drug ima informacije, kak stvari grejo. Džema je tudi zelo aktiven zaradi tega, ker danes pride en geomehanik, da bomo določene stvari pogledali, kaj in na kak način bomo kje ukrepali. Zdaj, neurje, ki nas je zadelo, smo vsi videli, petek, soboto, nedelja, mi smo soboto zvečer nazadnje reševali, zdaj nekdo se heca, da smo bencinsko reševali, ker je pač kapital, ne pa hišo na drugi strani. Glejte, če bi mi lahko prišli do objekta na drugi strani, bi ta objekt 100% zaščitili. Ni bilo stroja, smo imeli 37-tonski stroj gor. Ni bilo stroja, ki bi bil v stanju, da bi šel preko narasle reke Meže in deroče reke Meže. Je poskušal iti not, pa potegniti material ven, pa iti na ono stran. Verjemite, da mi nismo dosti pametni, kar se gradbeništva tiče, ampak strojnik na samem stroju je ugotovil, da ni možno iti na ono stran. In smo gledali zraven, kako so se stvari dogajale, ni se dalo. Ni pa to edini porušen objekt, ta je totalno porušen objekt, je tudi objekt proti, kak je naslov ta? Ne Vasla. Vasli so jo povedali, pred Vaslom desno, kako se že piše, gospod? Niso Markjoti. Markjoti so ob glavni cesti. Tista hiša, ki je noter pravzaprav v porečju reke Meže. Tista je porušena. Zdaj plazovi ogrožajo tudi objekt na Super, hvala. Hvala lepa. Hvala, živel. Kjer objektu, kak je naslov tam gor? Ko objekt? Pri plazu. Pri plazu, mi smo že druge. V Rančurniku gradimo, oziroma gor. Ne, dobro, bom kar. Samo da pogledam. Zagrad 57. Zagrad 57. Je plaz pod objektom. Ja, lej, sej na lastno odgovornost. Zdaj, tam so gradbene ekipe, ki probajo spodaj na nek način zaščititi, če bo uspelo zaščititi, vse bojo naredili, da bojo zaščitili, če bo šlo. Mimo grede to, da pol imamo še cel kup plazov, ki se sproža na lokalnih cestah, pa cel kup plazov iz železnice, ki grozijo na Poljani, ta zadnja desno, pod Gonjami, Ladinek. 209, ja, od železnico poklica. Železničari vejo, ampak jih mi moramo poklicati, da takoj odreagirajo, ker tam ni možno sanacije od spodaj na zgor, ampak bo treba iz železnice. Tam, ko imajo tudi, se imajo zasuto imajo tu gor, bojo tako poznajo stvari, ampak pri železnicah je tako, da to traja, preden se ta kolos obrne, je treba takoj poklicati. Zdaj, mi smo v teh dneh naredili skupaj gasilci. Civilna zaščita nam ni najbolj funkcionirala, ampak hvala Bogu, da imamo ljudi, posameznike,
ki so te stvari odpeljali. Luka je zbolel, ima težave, ni mobilen in v takih zadevah je Luka lahko zelo funkcionira, ko so manjše stvari, ko so recimo COVID pa take stvari, ko je pa tole bilo, ni mogel, ker ni mobilen. Pa bil je preveč mobilen, pa hoditi ne more, no, pa bolnice je bil mes. Tako da te stvari bomo že reševali. Ampak prostovoljci, naredilo se je vse, kar je možno narediti. Vse. Mogoče bi kakšna stvar lahko malo boljša, mogoče kakšna stvar ne tako. Ampak res šlo se je na teren, bilo je milijon klicov, telefoni so zvonili. Za vsakega posameznega seveda je največji problem tisti pri njegovi hiši. Največji. In tistim trenutku, lete, jih je bilo, poplavljenih imamo po številkah objektov, če bom rekel 200, jaz mislim, da nisem pretiraval, čez 200 objektov. Uničenih je, pogledajte, v teh objektih, desna stran ob Meži, desna stran, če gledamo od Mežice proti Ravnam, dolvodno, leva stran ob Meži, desna od glavne ceste, pomeni ta del, je bil prizadet tako, da če je kdo šel skozi poplave leta 90, ki so bile katastrofalne poplave, jaz sem jih doživel in sem takrat tudi pri teh stvarih bil aktiven. Če bi takrat imeli toliko vode, kot smo je zdaj imeli, in če ne bi bili vsi ukrepi, ki so bili narejeni, bi mi takrat imeli na Prevaljah, po celih Prevaljah, po moje 3 metre. Plavalo bi. Komplet bi plavali. Nekaj so ukrepi naredili, Flisov, Štefanov potok, ta desna stran, ko smo jih sanirali tako, kot je potrebno in ni bilo nobenih težav. Mi imamo težave s pritoki, desna stran samo še na Polani, pri Kocki. Tam zdaj vodarji plus VGP Drava iščejo projektantske rešitve. Rafi, prvo bomo dali poročilo, pa bomo komentirali. Rešitve za to, da bi tisti potok rešili, ki zaliva, da je Kocko in vse stvari. Je pa dejstvo, da na tej strani Meže ni take pregrade, kot je pa na desni strani dolvodno. In so bile suhe zložbe, pa nasip in je prodrlo nasipe, suhe zložbe odstranilo, zato smo jih dobili ves ta del plus center z Rafijem, Ruparjem in vsi ti objekti tule, ki so bili poplavljeni. Izključno je bila tu ne Flisov, Štefanov potok ali karko drugega, kar je ponavadi vzrok reka Meža. Reka Meža, absolutno reka Meža in reka Meža, ki je naredila največjo škodo. Največjo škodo so pa naredili senene bale. Senene bale, ki so prišle iz zgornjega dela doline, iz Črne, iz Mežice, po Meži, to je tona s hitrostjo, ne vem koliko, in ko so se zaletele, se veste, da so ta mostove, kolesarske mostove, nove, odnesel tako šibica. Ko se 2 zaletita not in so prestavile most uničile most pri Petrolu in pri Leški most. Izključno več bale, kot pa drevje, hlodi, tega ni bilo toliko, je bilo tudi veliko teh stvari, ampak bale, ki se skladiščijo poleg vodotokov. In bi bomo mogli upozoriti lastnike zemljišč, kmete, da pospravijo stvari iz vodotokov. Vodotoki v mirnem stanju jih skoraj ni. Ko so pa nastanejo hudourniki, pa pograbi za sabo, vse, če ste videli pri Kocki, ki je 4. plavala, kaj je prineslo? Zložene drve, štore. Zato, ker so zraven vodotokov skladiščeni. In škoda je izjemna, uničeno je praktično premoženje gostincev v centru, Škofca, Rupar, neuporabno, stanovanja, oprema, vse pomeni 0. Hiše, stanovanja, ki so bila poplavljena,
Praktično, kar je zamuljeno, je bilo pa vse zamuljeno. Če je čista voda, se še nekaj tu suši. Kar je zamuljeno, ni šans. Vse, mi zdaj začasno to čistimo, pomagamo čistiti in imamo začasno deponijo na polju za ves ta material, kot se rod, more priti pa to odpeljati, ne bojo sortirali ali bojo mleli in peljali na odlagališče. To more odstraniti, ampak zdaj gremo pač po ulicah in čistimo. Zdaj, med tem, tekom petka, sobote, nedelje smo črpali vodo iz vseh objektov, kar je bilo možno. Vse potopne črpalke, vse je bilo pravzaprav na terenu, ljudje so bili na terenu, gasilci. Prišli so na pomoč gasilci iz drugih gasilskih društev, iz cele Slovenije, iz Dolenjske, iz Prekmurja, iz Ivančne Gorice, iz ne vem skoče, z svojimi ljudmi. Tako da so bile ekipe razporejene, povsod so bile ekipe, danes je recimo preko 240 gasilcev na terenu iz različnih društev, preko ne vem koliko prostovoljcev, vse eni ste tudi med vami, med prostovoljci, ki pomagajo čistiti, ki odstranjujejo material, ki delajo to, kar je treba. Po eni strani, po drugi strani pa seveda za nas je zdaj prva prioriteta in največja prioriteta sanacija vode. Voda. Delamo in iščemo vse možnosti zagotoviti vodo, ker če vode ni, se bojimo, da se lahko pojavi karkoli v zvezi z zdravstvom. Tako da nas to skrbi, je pa glavna težava dolinskega vodovoda, ker je dolinski vodovod pri Petrolu odtrgan, prav tako plinovod odtrgan. Cel, mislim, da so 350-400 fi. Potem je odtrgan od Kriket igrišča gor naprej proti Mižici, odtrgan in zdaj ugotavljajo, da to Točeve žage je še nekaj teh odtrganih delov dolinskega vodovoda na Polani, tam od Kriket igrišča gor je 100 metrov in nekaj pa visi v luftu. Mi smo mogli prvo usposobiti poti, zdaj je voda toliko tekla, k sreči se je nivo reke Meže spustil za meter, po moje, pa tu nekje, da lahko zaščitimo poti, da lahko pridemo do mest, kjer je treba sanirati vodovod. In v tem trenutku delamo vse, da bi zagotovili za to, da bi lahko vodovod obesili ali pa tule še uporabili leški vodovod. Da bi postavili pontonske mostove. Mi smo imeli dan že iz civilne zaščite, so bili tu strokovnjaki, kjer so pogledali, mislim, da pride Šarc popoldne, vojska in možno je, da pride danes še ekipa nemških geologov in strokovnjakov za postavitev pontonskih mostov, da bi 2 pontonska mosta postavili pri Petrolu, ker ko smo se mi od začetka pogovarjali, ko je most sesulo, je bila dolžina 15 metrov. Zdaj je širina 50 metrov in več in nimamo temelja na levi in desni strani, kamor ga lahko položiš. Tudi na Leškem mostu se je stvar spremenila, ker prvo so mislili, da se bo dal uporabiti vsaj temelj, na katerega nasloni, zdaj se je temelj premaknil, tako da tudi tega ni. Tu smo zdaj bila na terenu, tako da bo Rupar dovolil dostop, da bi lahko pontonski most levo postavili, da je prostor za postavitev pravega mostu na desni strani, če tja gledamo. Tako da nekatere stvari grejo. Drugače imamo pa ekipe posod po občini na terenu. Območje Holmca, pa tudi delno Šentanela je prevzel bivši Martin z ekipami, z gradbeniki, stroji, včeraj so očistili Poljano, očistili so pri Kocki, očistili ekipa, super, hvala, so na terenu, delajo, zdaj bo išli še cesto Pik Lom, ki je pa zdaj v tem trenutku bila zelo obremenjena, ker je vse šlo čez Pik Loma. Zdaj gre v Mižico preko Holmca pa Rehta, zaradi tega, ker je plaz pri Štrikerju tak, da ne morejo iti čez cesto. Tako da zdaj usmerjamo preko Rehta,
ne več preko Pik loma, ker je cesta, ki je bila prej v lepem stanju, zdaj pa res lukne, 20 cm lukne. Samo malo še. Tu imamo ljudi, na tej strani, leški strani, imamo ekipe, ki jih ima, Virtič, pol Jušal, Damac, pa Dihpol, da imajo pod kontrolo te ceste, da lahko gremo kot Leše tu dol, ker je treba samo tu voziti, skozi gradbišče, ono gradbišče, da so ceste usposobljene. Glavno cesto zdaj rešujemo od Petrola navzgor, Slemenšek s ta velikim strojem, z temi korami, ker je tam polovica ceste spodjedena čist. In ker je polovica ceste spodjedena, stroj stoji na desni strani. In zato ni možno, razen če bi bila res nujne intervencije, ker se ta velik stroj ne premakne kar tako avto. In so težave zaradi tega, ker ne more iti priblizu ali pa bolj na levo stran, stroj stoji tam in bo zdaj teh, koliko je, 100 metrov, 150 metrov podložil z kamni, tako pri Petrolu in zaščitil to cesto. Zdaj, kar se tiče plazov še, mi smo imeli včeraj na terenu, pa imamo danes na terenu geologa Rozmana, ki je pogledal plaz nad personali, tam gor mi smo včeraj evakuirali, preleko smo evakuirali personal in nicino stare sledi, zaradi tega, ker so ocenjevali, da je nevarnost. Pol smo dobili k sreči geodeta, ki je šel na teren, po terenu obhodu in je zagotovil, da je dosti stabilno, da smo spustili ljudi nazaj. Imamo pa cel kup drugih plazov, ki so nevarni. Danes pride še geolog, zdaj to boš ti povedal, ali je že spodaj? Ja. Zdaj sem prioritete povedal. Gasilski dom imamo točno zapisali, kam je treba. Kaj je gasilski dom tam dolgo v spise? Ne, samo čak malo, to imamo za Rozmana pripravljeno. Povej, kje bi bilo najbolj smiselno zaradi projektiranja mostu čez Mežo in projektiranje mosta čez Mežo zgoraj, oba. Jaz bi šel najprej v Petrolo, pol je pač neko most, pol bi šel pa okrog. V redu. Kot Leš. Ok, pravilno. Pa vodovod, ne? Ja, kdo bi šel zraven? Ja, ne, jaz bom šel z metodo. Koga rabiš je? Jaz ne mogo, jaz bi rad šel zraven, ampak ne mogo iti. A gre je zraven? Ne rabim. A rabiš koga? Ne rabiš. Problem je plaz nad Kresnikom, ker je prišel do defekta vode in zato Leše nima vode. Tam gremo velo okrog. Greta, poglejta. Tam imam rekel, Matej, še dolgo rekel, Slemenška pa Gotori ga treba obvestiti, da prekine z delom. Trenutno, da prekine z delom. Jaz bi to na ministrstvu že razložil. Ja, se ni problema, ampak oni imajo stroje gori, oni la grejo sanirati plaz. To bo je tak. Da ne bo stroje tam na cestu. Oni bojo, ker zdaj tak materijala ne dobivajo, zdaj lahko samo kakve take stvari delajo, praktično ne morajo. Ne, za osnovni dela, ne. Samo kar je treba sproti dati. Kar je sproti, ampak ne tu pritiravati. Pusti igr, roke bomo že pole rekli. Bojo že se omaknili, da bo cesta sproščena. Ne jim prekini dela. Prosim te, ne jim prekini dela. Nad Kresnikom gor je in na Lešah ni vode, Meta zdaj to rešuje, z Meto se meta. Ne prekini dela, ker ko bomo enkrat prekini dela, se veš, da to izkoristijo na celi črti in jih polje. Neč ne izkoristiti. Čeba, ne prekini dela. To ste mi že uredil. Cesta je zdaj bolj prometna in naj pustijo promet, ampak naj delajo. No to mislim, da bo promet, da bo sproščen. Da bo promet sproščen, ampak ne ustavi dela. Lepo prosim, ne ustavi dela. Naj delajo, promet mora biti pa sproščen. Bo pa uvirano, za njih delo bo uvirano, ampak to bomo potem samo ne ustavi dela. Prosim.
Eno hitro među vprašanje, kaj dolgo bo trajalo popravilo Leškega vodovoda, kaj kaže tam? Popravilo Leškega vodovoda, jaz upam, da ni take napake, da mora biti v roku hitro. Pomeni kako uro. Jaz računam na to, da bo. Kar se tiče pa Dolinskega vodovoda, je pa zadeva, ampak probali bomo s provizoriji nekaj narediti, ker tu je pa nevarnost, tu je strašna nevarnost, pa ne samo to, se noben ne more začeti s ničemer, ne morejo čistiti, ne morejo nič, vode ni, ne morejo in mi moramo, gledajte, to je res prioriteta številka 1. Matic, jaz bi samo to še povedal, ko ste prej vprašali. Za zasebnike, a ne, vsi zasebniki, pa firme, morajo na občino prijaviti vse, a ne. Pol, ko bo enkrat na občini prijavljeno, občina bo to poslala na Pravo za zaščito in reševanje in pol mi dobimo to na ministrstvu in se pole mi z vsako fizično osebo ekstra pogovarjamo, ne več preko občine, tako da boste vedeli, a ne. Je prav? Hvala. Javi pol, pol se javi, pa povej, kako bo. Ja. Andrej, Strmec, ona dva bodo šla samo Leše, grta plazove. One plazove bo šel Rozman. Ja, vse moram tudi to. Župan, jaz bi tudi, če zanima, nekaj se boje, da bi zaostali vprašamo ponoviti, da smo... Ja, čak še to, da ne pozabil, pa už pa ti ono povedal, pa Paškovca. Mi smo bili tudi v petek zadolženi za oskrbo Črne. In smo mi prevzeli to nalogo, ker so nas prosili občino, mene osebno. In smo kolikor je bilo v Šparu robe, smo Šparo nabasali, ker pa ni bilo kruha pa vode, smo angažirali naše sosede, Visočnika, občino Pliber, so nam prišli na pomoč in so do mejnega prehoda Holmec dostavljali vodo, kruh, soboto in nedeljo. Zdaj je preskrba malo boljša, ker takrat je bila motena, ni bilo preskrbe in se ni dalo dobiti. Tako da do ta čas, da so s helikopterji vozili, pa zdaj, ker vozi s tovornjaki, zdaj smo mi, nimamo več teh stvari na svoji grbi, smo pa na naš račun to robo za Črno zapisali, računi pa k nam prihajajo, recimo, da je bilo samo v petek 10 000 evrov robe za Črno, pa še potem kasneje. Tako da to smo še pomagali delati. Avstrijci so nam pomagali, res so šli na roko, zdaj ne rabimo te pomoči. Smo se pa pogovarjali tudi, tukaj Andrej hotel reči, za opremo. Prvo je bil problem, da mi ne moramo kar direktno z Avstrijo, ampak je treba preko Ljubljana pa Dunaj. Mi smo se na to požvižgali, smo stopili v stik z Visočnikom, ki je angažiral svoje na avstrijski strani, tako da rezultati svoli. Hvala za besedo. Ja, res manj bežati, ko končno smo uspeli dobiti tudi stroje, skale in tonjake iz avstrijske strani. Spet se je pokazala teda pregovorna zadeva, ali da včasih moraš imeti malo predolg jezik, ali pa na tak način smo dejansko prišli prek ministra Šarca direktno do teh povezav, teda nam je ratal mimo vrste, da ni bo treba prek Ljubljane in Dunaja. In rezultati, glih zdaj tole že čakajo na Polani, da se bo lahko začeli sanirati cesto. Prioriteta nam je vas skozi, da zagotovimo, vzdržujemo cesto, kakršnakoli je, čeprav pol pasa je nas, pa tudi polovico lahko mi uporabljamo za prehod do Avstrije in tudi dol nazaj, se pravi karkoli, teda to moramo vzdrževati. Zato smo tudi prosili večjih strojev, ko ima Slemenček, oziroma Slemenček ima samo enega takega, zato smo zdaj preko Avstrije dobili take stroje, ker vse, kar je manj, ko pa 25-30 ton je, tako bi
skuli risov po vrta, po taljerju. No. Od samega začetka same intervencije so se začele 15 minut čez 1 v petek, to ste tako letno že opazili, pol zjutraj je že prožena za splošno nevarnost sirena. Žal nam je samo to, da dejansko velika večina ljudi ne upošteva teh signalov. Bolj verjamejo raznim razpravam na Facebooku in to se je pol pokazalo tudi včeraj ob tej delni evakuaciji. Prednji je 150 gasilcev aktiviralo 50 hiš, je bilo celo Podgonje pa spodnji kraj že evakuirano, ko sploh ne bi bilo treba. In se dela taka panika, ko ni potrebna, obenem nam delajo pa škodo, pa mi izgubljamo cajt tam, ko ga ne bi bilo treba. Velika večina ljudi je izjemno zadovoljna, ko prijemo pomagati probamo vsakemu, kar po vrsti, ne izbiramo, so to naši, vaši. Za intermezzo vam lahko povem, da 3 gasilci smo še vedno taki, ko še nismo začeli črpati svojega. Teda dejansko nismo mi tisti, ko smo prvi na liži. Nas pa dobesedno zmerjajo, pa nagajajo nekateri, no to se dogaja. Kar se same škole tiče, težko vam bo priti do meje občine Prevalje, ampak če rečemo zgolj dol zadnji most, ki je iz Mežice proti Prevaljem, je Štrikarjev most, ko je bil na novo nared, pa dosti visoko dvigen, pol pa ni mosta do Brančurnika, niti enega več. Teda res smo... Ga ni. Niti enega mosta ni na oni strani več, teda kar se tiče povezave, imamo Brančurnik preko Kresnika dol, ker tole na Zagra dol ne gre, ker je tole pri Kapelci most neslo. Teda je tam tudi kar ena taka velika težava, kar se tiče logistike. Predvsem zaradi tega, ker vmes so pa plazovi od Brančurnika gor, imamo na vsaki strani, vsaki 50 metrov je plaz. To niso mali plazi, da bi neka voda pretekla na cesto, ampak so to ogromni, po 50-100 kubikov, ali pa nekih govorimo pa 1000 kubika, ko to leti dol. Zato je prej rekel župan, da kar se tiče teti naših kmetov, jaz imam neč kapo dol, sproti utegne tete zadeve čiste, da to je... Srečo imamo tudi to, preden smo sploh zaprosili karkoli za pomoč, zaščito, reševanje preko štabu, preden smo mi zaprosili, so se sami aktivirali cela Lendava, Murska Sobota, cel ta del, se pravi Podravska regija, in smo dobili 140 gasilcev na pomoč za kompletno tehniko. Zakaj nam je to vesele? Zato, ko pa gasilci gremo pomagati, kamorkoli gremo pomagati, smo samo zadostni in prinesemo zravno od vseh črpalk, lopat, krampov, vse, kar je treba. Teda ni treba tole nam lokalnem prebivalstvu zagotavljati nekaj. Vse imajo sabo. To je ena taka zadeva. 2 dni zdaj so bile Dolenjska regija, nam dejansko oni pomagajo, danes je 211 gasilcev z one regije. Tako da kar dejansko funkcionira. Prvi dan so bili oni, ja. Prvi dan je Pomorska regija. Tako. Tam jih je bilo 147, no zdaj danes jih je 201, včeraj je bilo 177. Ampak še kar, teda zdaj počasi smo pa že začeli, ko bomo prišli do te faze, da bomo ljudem bolj ko ne očistili kleti pa pred hišami in tako naprej, da bomo začeli jih zavračati. Ker zdaj imamo pa že teko. Imamo pa velike težave, kar se tiče z pitno vodo, zato smo tudi z današnjim dnem aktivirali sistem zaščite in reševanja, se pravi, kar se tiče nalezljivih bolezni, ko vemo, ko vode ni take higijene, ko bi morala biti, in smo ta sistem aktivirali, se pravi, da vsi postopki so zdaj v teku, bolj, da preden pride do neke epidemije, moramo mi to zadevo imeti pripravljeno, da se ne bomo pol pač neumno gledali ali pa karkoli, kak postopek zamudili. To zaenkrat. Hvala. Halo, cesta, sem te zastopil. Cesta levo je prevozna, ampak je tam zgoraj je še... Ne, tu.
Ne, tu uporabljajo cesto na kaj je to? Tule gor, no, kaj je tam Nicina? Kje je plaz? Rida. Aha. Ampak čistijo, drugače je tam možno, zato smo tudi usposobili cesto kaj že gara, no, oni ko ni pusto asfaltirati. Ne. Ja. Od Komesa do Jušala smo tisto cesto tudi bolj usposobili, ker drugače tam praktično noben ne vozi, ne hodi. Prevoznost za personali, Nicino, za glavar, za ta stvar je preko Brančurnikovega grabna, preko Kresnika, Leše in Dol. Za Zagrad je dostop preko Jušala do Leške ceste. Je ta stran dostopna. Desna stran je praktično dostopna, razen tam Polhov mlin, Polhov križ, Kralov križ, iz Jamnice gor je most fuč in zato je možnost, zato smo uporabljali to pod Piklom za Mižico. Drugače so ceste kolikor toliko normalno prevozne, če zdrkne plaz, so ekipe in grejo na terenu, če včasih treba malo počakati. Ampak to smo dosegli s tem, da smo določili, kdo je tisti, ki dežura, ki pozna ekipe. Tako da tu nam funkcionira. Je pa treba reči, da smo prosili v petek voc, po soboto pa nedeljo. Dan so par delavcev pripeljali, da nekaj čistijo, ampak glavna cesta kot koncesionar pa voca ni bilo nikjer, tako da vete. Nikjer. Vsi drugi so pa ponudili stroje, dali svoje stroje tujim strojnikom in ljudem v delo, tako da stvar teče. Ja, gledajte, razprava, samo da Sam zanima, tudi Pačnikov most Leške, je varen za hojo ali ni? Ni. Zaprt. Leški most se je pogreznil, je neprevozen, neprehoden. Če kdo pleza čez, je popolnoma na lastno odgovornost. Ne moramo fizično tukaj preprečiti, da kdo ne more splezati čez. Iščemo pa rešitev in danes so se nam že ponudili podjetja AdTech, Zoki, Pratneker, projektanti, da bi mogoče lahko alternativo vsaj en most za pešce na zgornji strani postavili in imajo material in tu nam lahko hitro gre na roko zadevo, da imamo vsaj za pešce nek pontonski most, vse sami pojavili, sami našli material, imajo material, tako da upam, da dan, dva, da bo že nekaj vidno tam oziroma da bo uporabno. Kaj več ni možno. Zdaj pontonske mostove, jaz upam, da jih bomo dobili, ker pontonskih mostov v Sloveniji je potreba izjemna, jih nimamo, smo zaprosili Evropsko unijo in danes popoldne pridejo Nemci, direktno ta inženirji iz Nemčije, z svojimi strokovnjaki, svojimi ekipami, da bi pogledali, kje, kaj, kot in na kak način. Jaz mislim, da je to boljša zadeva in hvala Bogu, da smo pravočasno reagirali, da znamo predobiti, ko pa preko naših, ker so potrebe izjemno velike. Izvolite. Župan, tam si rekel, da so tudi temelje načete. Prvo je izgledal čisto enostavno, tistih par metrov, da se postavi. Kaj se pa zgodilo, da se ta pontonski most enostavno podaljšal? Na trde tla, tu pa tam. Kaj to pomeni? Jaz se nisem strokovnjak, sprašujem. Ja, vse to bojo naredili. Mislim, da nisem samo se temelje. Ne, se oni ga postavijo, oni pontonski most postavi čez, brez sredinskega temelja, oni ne rabijo sredinskega temelja. Sam rob. Robo je postavili tja, kjer bo stabilen teren. Tam imamo težave, ker nam je odneslo pri Ruparju, komplet ulico je odneslo. In nimamo kam nasloniti, zato sem jaz bil pri Ruparju, kjer smo se pogovarjali, da dovolijo poseg v njihov prostor,
ker če že bomo postavljali pontonce, ga ne bomo postavljali tja, ko pride nov most, ampak ga bomo postavili levo, zato da bomo lahko na desni strani most gradili. In mi rabimo zdaj projektanta, ki bo čez noč praktično ščaral most tu in most gor, da ga bomo lahko začeli delati. Zdaj, glede na to, da država, prvič je politika po 90. letu enotna, kar se tega tiče in skupaj gre, jaz upam, da bojo našli načine, da bomo mi prišli do likvidnih finančnih sredstev, zato da bomo lahko začeli takoj, da ne bomo čakali, zato da bomo ljudem pomagali, zato da bomo tistim, ki so utrpeli tako katastrofalno škodo, praktično vse, da bojo lahko štartali, da bojo videli nek up, da ne bojo obupali, ker ljudje, jaz vam povem, da so se mi jokali ljudje predvčerajšnjim, ki so zgubili komplet svoje premoženje, svoje prihranke in so zgubili ne samo svoje delovno mesta za desetine in desetine ljudi, koliko delovnih mest je v sami obrtni coni, koliko delovnih mest. Tule smo imeli malo sreče, Nicina, obrtna cona, ker je ta zid. Mi moramo zdaj, ko bojo, vse smo že z vodarji v stik, na desni strani enako, ne suhe zložbe, betonski zid, ne suhe zložbe. Nam je odneslo skoraj čistilno napravo. Jaz vam povem, če bi 6 ur še bila taka močna deroča voda. In ko na eni strani začne, pa samo če je parkirišče, tako pri zgornji hiši, ko zaje noter, ko dvigne, ni šanse. Ampak zdaj le čakamo pri Nicini, mislim pri čistilni napravi, ker moramo sanirati na tej strani in tudi na ravnski strani, pa delno tudi na naši strani, zaradi plina, da lahko plin spustimo in se bomo zdaj le dobili tudi z petrol plinom, pod kakimi pogoji bi lahko, mi moramo spodaj zaščititi plin, rabimo stroje, rabimo ekipe, zato da bomo lahko plin spustili v centralni del Prevalj, pa tu pri Leškem mostu mora nekaj narediti, moramo zdaj jih dobiti. Tako da bi vsaj to, ker, dom starejših na Plinku nima, brez vode, 200 ljudi, takih, v takem stanju, kot so. Vse se vsi zavedate, vsi ste imeli take in druge zgodbe, najbolj pa seveda Rafi, tule izmed nas, najbolj pa Rafi, pa Pupi, pa še kdo, ki so tu v blokih. Izvoli, Rafi. Ne bom se joka dači, da me je cijelo gostilništvo, ampak to čustujem z vsemi, še posebej s tistimi, ki so svoje domovanja, ko me hiše odneslo. Zadeva v tem, da je bil največji problem pri Leškem mostu, ker ga je zabil in je šla reka direktno, če bi bil, recimo, v kjer drugih cajtih bi prej Leški most miniral, ne bi prej redobo teko vode. Vsa voda, ki je prišla, vse stolpnice za našemu bajtu je šla skozi nas, vse to ni važno. Prvo se bi povedalo, tako so Prevalčani pomagali, poleg gasilcev, ko so bili zlati, koliko ljudi se je odzvalo, zdaj je res, da ne bom govoriti, res, ampak da bom pa dal en predlog, pa nekaj vprašal, a se bi dali dobiti kakšni ti WC-ji, ker problem bo z zdravstvom, So že naročeni 10 komadov WC-jev po Prevaljah, jih bomo postavili danes, popoldne pridejo že. Vprašal sem na tega, ker res ljudje, ko hodijo zunaj, nima kje tamle in se lahko prije do kakih bolezni. Ja, se niti ne vtegne, niti vode ni teko, da bi se to bo. Res bi pa rekel, da so pa res, tako so Prevalčani, zdaj skozi stopili, pa vsaka čas, kam pa dol, posebej pa gasilcem. Tukaj je rekel, tam gasilci pa res, samo dolg. Jaz sem čela šel, ko mi je ostal nekaj kil mesa, sem ga tal tamle po blokah. Otroci so, mi smo, starejši ljudje so bile zadovoljni, mi smo kaj najboljšem bek
ampak res stopili smo skupaj vse, prizadeti smo res itek, da v redu, vseeno, hvala, jaz bom za posticejo, ker gdje dobim nekaj grda. Samo malo. Jaz sem namerno pustil za konec vzrok. Zadrževalnik na Poljani. Zadrževalnik za Poljani, če bi bile normalne razmere, bi že 2 leti stal. In zadrževalnik za Poljano je projektiran, da zadrži 1 milijon kubikov vode. To ni tako malo. Predvsem pa bi zadržal bale, les, to, kar je največ škode naredilo. In da zadrževalnik na Poljani ne stoji, je kriv lastnik, eden je pristal na to, en lastnik, ki še zdaj oporeka in traja postopek, neskončno dolgo postopek razlastitve. Jaz sem danes govoril z upravno enoto, ker upravna enota je dala nalogo vodarjem, da poiščejo alternativo temu zadrževalniku. Jaz sem rekel, poiščite alternativo v Dravogradu, vse kje druge je ni. V Dravogradu dela zadrževalnik. Mi v Prevaljah imamo alternativo samo Poljana. Je denar, je zbrana izvajalec, čakajo na gradbeno dovoljenje, ko bo lastništvo rešeno. Ponujajo lepe denarje za nakup zemljišča in postopek traja predolgo in res sem hotel reči, ali je res potrebna taka kalvarija, ki imamo zdaj za to, da bo nekdo pripričan, da bo nekdo se pa vseeno odločil, da je zadrževalnik na Poljani potreben. Resnično sej bi bilo poln vode, ampak bi zadržal in ne bi bilo tega. Tako da jaz sem rekel, postopke, če jih ne bojo pohitrili, jaz ne vem, kaj bomo naredili, mi bomo probali in najbolj sem bil pa žalosten, ker je včeraj eden gospod, ki je včasih tudi delal na teh naših delovnih mestih, rekel, da je župan edini krivc, da na Poljani ni zadrževalnika, zato ker delamo park jezero, pa ni zadrževalnika na Poljani. Kar nima nobene veze z ničemer in se je vsul, ampak sem samo rekel, ti si bil tu, si veš, kdo je in na kak način in kak mi forsiramo. Res, jaz sem govoril še vsak drug dan govorim, kak je s tem postopkom. Zato, ker izvajalec čaka, zdaj predstavljajo infrastrukturo, predstavljajo vodovod, plin in elektriko v tem področju, da lahko pol pregrado naredijo. In če bi pregrada bila, bi to zadržalo. In je treba reči ime in priimek občana, ki ni naš občan, ampak je občan občine Mežica, ki ves čas zadržuje ta postopek, ne glede na to, da smo doživeli to, kar smo doživeli. Kar se tiče pa njegove odgovornosti ali pa morale ali pa česar go, kako zdaj pogleda na to dolino, pa ampak vsaj Prevalje Ravne in del Dravograda bi bil zaščiten. Mežice Črne nismo mogli zaščititi, ampak ta del doline do Dravograda, z Dravogradom bi se zaščitil. Zato smo tudi mi vsi skupaj rekli, da smo za to, da je gr zadrževalnik. Čeprav zgubiš za to nek prostor. Nekaj pa tudi na drugi strani dobiš. Lahko tudi razvijaš, tako smo imeli plano, ampak to je sekundarnega pomena. Tako da je treba reči, jaz ne bom govoril o imenih pa priimkih, ampak vsi za koga gre zdaj, če boste pa vi, je pa to vaš. Hvala lepa za besedo. Jaz bi samo eno informacijo, oziroma ljudje zelo sprašujejo, kje so te verodostojne informacije. Dajmo se zmeniti, da bo samo recimo občina Prevalje verodostojne informacije za ceste, za prevoznost, za kam blato, kdaj bo voda, informacije higienskih, moče nije z priporočila in tako dalje. Ker dezinformacije na samih družbenih omrežjih so tako kaotične in dejansko pride do plašenja, pa še dezinformacije in ne znajo se ljudje pomagati. Dajmo te informacije res in tudi dodatno napisati, recimo, da so dejansko verodostojne informacije samo na tej spletni strani, da se bo vedlo. A bo to občinska stran ali gasilska ali karkoli, to je dejansko vseeno, ampak dajmo to urediti čim hitreje. Ker ljudje berejo mežiška človeka, nekaj deli in stvar pride do kaotično in sprašujejo, govorijo. Potem prosim samo za
da vejo ljudi, kam blato dajo, da ne dajo kanalizacijo. Nam se je zgodilo, da so bili pametni, pa so v kanalizacijo začeli dajati. Dajmo to obvestiti ljudi, ker bomo imeli še slabše razmere. Bi pa pohvalil solidarnost med ljudmi, skupnost. Tu se je pokazalo ta moč, ki dejansko daja navdihno za naprej. Posebna številka je objavljena, številko dajmo na spletni strani, posebna številka za vse informacije in vse informacije bo šle zdaj v tu. Preko od gasilcev vse bo šli v tu. Vsa odgovore na vsa vprašanja, če jih ne uvedli, bomo počakali. En kanal, ena številka. A ja, še to, odprli smo danes 2 računa. Račun poplava Prevalje Fužir, posebej, pa poplava Prevalje. Številke so dan znane, aktiviran bo tekom jutrišnjega dneva, ker mora čez noč, pač postopke imajo banke. Jutri zjutraj je možno, že od jutri naprej je možno nakazovati finančna sredstva, 2 računa, posebej za Fužirje, posebej za občino Prevalje. Zdaj, glede na to, da se ruši še ona hiša, bomo videli, ali bomo kar preko drugega računa tudi za druge. Ampak tak je bil predlog in smo rekli, gremo zaenkrat tako, bomo pa videli, kako bo. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Se moram oglasiti, da ni par stvar. Ne bom opisil situacijo, kot se poznate. Rad bi povedal nekaj. Pred letom sem še enkrat kar grobo nastopil na eni seji glede narave, da nam je vojno napovedal. Po eni strani vsake stvari je tudi nekaj pozitivnega. Spomnite se, takrat Prevalje so bile 2-krat pod vodi. In če ne bi takrat se ukrepalo, ali Fliso potok, ali Štefano potok, najbolj pomembno v tem primeru je bila Meža. A se sploh znate predstavljati, kak je bil Prevalje, če ne bi imeli kamnite zaščite, pa da ne bi bilo zaščite v Podgonjem. Tako da jaz sem pripričan, da tudi v tem težkem stanju zdaj župan bo znal potegniti neke poteze, da mogoče se bo pa neke stvari le tudi kak plus kje dobo, pa da se bo kaj pripravilo za naprej. Lejte, takrat, ko so bile prve poplave, smo rekli 100-letne poplave, pa smo mislili, da se to ne bo ponovilo. V enem letu se nam je ponovila ista zgodba. Mene je dejansko strah, da se nam ta zgodba, ko imamo danes v Prevaljah, lahko ponovi čez 1 mesec ali pa čez 2 leti. 100-letne vode imamo zdaj 2-krat na teden. Tako da to neter bo treba ogromno dela tudi za naprej. No, lahko nadaljujem. Župan, ti si začel z zadrževalnikom vode. Ti si začel z zadrževalnikom vode na Polane. Jaz sem pripričan, da zdaj imamo tek argumentov, da mogoče tudi to razlastninjanje lahko država spela prej. Probate narediti vse, kar je v moči, da to gre pač malo preko reda, ta zadeva zdaj. Kar se tiče papirjev za zadrževalnik. Verjetno so lahko v tem izrednih razmerah, to so skoraj vojne stanje, so verjetno pridobivanje takih papirjev drugačno, kot pa v normalnem... Lej, samo da ti povem, da ne bojo misliti, da je zdaj treba projekte ali karkoli delati. Imamo kompletno projektno dokumentacijo izbranega izvajalca, treba je vložili so za gradbeno dovoljenje, ampak en del zemljišča manjka in dokler nisi lastnik tega zemljišča, ne dobiš gradbenega dovoljenja, drugače lahko štart, nima več država samo postopek razlastitve mora spraviti skozi. In to 1, 2, 3, ne 4. Se je to smislu, v takih izrednih razmerah, taka stvar je treba pritiskati, verjetno, da se tudi kaj lahko malo bolj hitro to naredi, no. Ker lahko se nam cela zgodba ponovi. Pol imam naprej še eno stvar. Urbanisti za planiranje novih parcel v bodoče. Videli smo, kje vse ljudi gradijo. Jaz vas zdaj upozarjam na Črnča, to gor zgora preko Nečniku. Se pripravlja gradbeni načrt za 11 hiš. To je gre nad mano. Se veste kje. Voda dre iz tega hriba iz vsake lukne. Iz vsake lukne. Jaz mislim, da tako stvar enostavno bi bilo treba preprečiti. Ker tisti breg lahko za oružje da vsa. Danes, mene tega brega bolj strah, kot pa kjerga drugega. No. To bo treba upoštevati v bodoče. Pol naprej, kar imam to napisano,
Ja, vse pa tako je to, no. Ja, kaj Danilo? To je to, to lahko danes nam zaruži. Jutri bomo dali pa papirja za gradbeno dovoljenje. Vse to so razmere za naprej. Ja. No, to je, imam še predskaj, pol imam pa še naprej, kako imamo urejeno plačilo kmetom, ko so zdaj pomagali. To je urejeno, verjetno, ali? Kar se plačil tiče, ni nič urejeno. Dogovorjeno je, da sam si dela evidenco, gasilci imajo svojo evidenco, na koncu bomo račune naredili, ko bo, tako da ljudje vejo. Vsi, ki svoje stroje, ki dajo note, se niso samo kmeti, so tudi podjetniki, so marsikdo, ki je prišel sem pa dal svoje stroje. Pa bomo zdaj še en stavek, pa mogoče minuto vam cajta. Vem, da to ne odločamo mi v tem status gasilcev. Vidite, kaj delajo. Danes bi vsem roke olubili, jutri mogoče kolendar ne bomo kupili. Mogoče kak dopis na državo, da se pa začne gledati na te gasilce malo po drugačnem načinu, a se jim to upraviči dodatno zdravanje ali kaj. Če bojo prišli razne dopisi, nekaj se mora tudi spremeniti za njih. No. Jaz bi, če bi imel mojo moč, jaz bi predlagal praznih gasilcev v Sloveniji. Tek so nam že rešili. Še sama oprema, matic verjetno opreme, kaj kar gre, jim pomagamo. Mogoče bi bo treba apelirati tudi na občane, takrat, ko je bil žledolom, ko smo bili brez elektrike. Takrat so se ljudje navadili, večinoma tek so že kupili svoje agregate. A ne? Danes, naslednji korak, bo treba jih naučiti, da se začnejo kupovati tudi svoje črpalke. Marsikera klet, ko danes gasilce tam rabimo, bi lahko za prvo silo se sam rešval. No. Pa še enih part, pa ne bom zadržal, ko smo se v cajtu. Jaz bi samo tako so že vse pred mano rekli, bi rekel vsaka čas gasilcem, ker so še to stvar in zorganizirali in kam smo se lahko mi obrnali, kje je treba pomagati, pa predvsem vse Prevalčane, ki so že do zdaj in še naprej res pokazali, da ni važno enemu hiša, puša ali karkoli, vse so stopili skupaj, tako da tak naprej. Hvala. Hvala za besedo. Jaz bi pa, bom rekla, na Prevalčane rekla, kjeri so mobilni za pitno vodo, usete se v avto, odopte kangle, na podeželju je vode dosti, samo prite pojo. Že, bom rekla, na poti gr proti nam, bom rekla, na kmetiji Kuvaznik, ob cesti je lepo položil, bom rekla, paleto, piše pitna voda, teče poln šus, poste tistim ljudem, ki ne morajo sami dobiti vode, bom rekla, malo udaljeno, da jo dobijo od tu, kjeri pa ste zmožni, mobilni z avtomobilom, pridite si na podeželje, vode je doist. Hvala, sej ni tok problem, voda je zagotovljena na več mestih, Špar, to vodo vozijo v kotlah jo črpajo, kotlah. Kotla je zdaj celo preklopljeno na rove, samo je pa ful malo, ker je celo rove. Vem, ampak tam dobivajo to intervencijsko vodo. Zato tudi včasih se je dalo to vodo preusmeriti gor, zdaj pa ne gre, ker ni, zdaj bomo probali z Leško vodo narediti, če bomo rešili ta okvaro tu gor, da bomo probali kak provizorij narediti. Vse delajo na terenu, ker dolgoročno vodovod, ne vem, kako nam bo uspelo. Ne vem. A vem, okvirno predvidevamo, saj zasilno, ne vemo, teden? Dej, karkoli špekuliram, zdaj je čista špekulacija, zaradi tega, ker še niti ugotovili nismo vseh okvar, kje so okvare, zato ker je zamuljano, zato ker je zasuto marsikje in enostavno ne veš, v kakem stanju je. Tisto, kar je otrgano, pa zunaj se vidi. Tisto, kar je znotraj, se pa ne vidi. Tako da, mogoče imamo mi tudi malo srečo, mi imamo sprojektirano cesto od Petrola do Polane. Sprojektirana, revidirana, projekt pripravljen za javni razpis. Zdaj, kako bo država, bomo videli DRSI, kaj bojo, ampak ne so na tak način kot tule.
Mogoče jim bo to kaj koristilo pri sanaciji ceste. Bomo videli. Kak? Sploh od Petrola do Štoparja, ta del. Dobro. Če ni kakega vprašanja, številka za klice, za odgovore 070-299-062. Tekoči računi bojo pa objavljeni na občinski spletni strani, pa mogar bomo tudi na Prevalčane dali in bomo poskušali čim več informacij, zato sem jaz tudi tiste, ki objavljajo Koroška človeka, novinarji, da pridejo res do pravih informacij, da ne grejo v prostor napačne informacije in da sprožajo pol paniko te napačne informacije. Fajn bi bilo, da ljudje tudi na to številko javljajo, kaj se plast, Ne, 112. 112, vse zaradi tega, ker se vodi, če je druga številka, pol pride do totalne zmešnjave. 112, klicni center, takoj daje informacijo in na sedežu štaba, pri gasilcih. Če vidiš, da je plast drknut, da je računnikograf momentalno zaprt, da lahko ne informira, pa druga naprej. Ta številka ne nadomešča 112, ta številka je samo vprašanje, odgovore, ne pa prijava škod ali prijava plazov ali česarkoli. Ta številka je za informacije. Vse ostalo se prijavlja centralno, drugače, ker gre skozi register. Drugače ni dogodka, če ni na 112, ni dogodka. Tu, če gremo mi na njega, ni dogodka. Tu, če se karkoli zgodi, gasilci niso aktivirani. In od tam gre potem komanda temu stroju, tej ekipi, tej firmi, tja. Ker pa zapisano je, pa pošiljamo tudi na ta način, ker če bi zdaj bilo pa več, je pa totalni kaos. Že tak je kaos. Mogoče je, da ne staš, ker je malo bolj aktivno bilo na Prevalčki strani, občinski. A veš take informacije. Vem, da bodo Staš se bo zdaj angažiral pri teh stvareh. Matej, žena je članica civilne. Ja, samo nam je neslo v stanovanju, mi smo mogli učeti ali seliti. Še nekaj. Lejte. Vseeno vsi pomagajo, ne? Žena pomaga, cele dneve. Vsi pomagajo. Lej. Da že bojevolju, šlo dosta redi so nekali, moje bajke, drgli se, jokali se, to se nam drgi v ljudom, pa so Lej, kdo je to dezinformacijo dal, mi je sigurno nismo, ker jaz ne vem, kaj je v Javorju, kaj je tam, mi pa nismo dobili nobenega obvestila. Lej, če dobiš karkoli, pokliči na štab, pa vprašaj, vprašaj, Strmeca, vprašaj mene, vprašaj, a veš, ker te informacije, in jaz vam povem, včeraj en trenutek, ko smo evakuirali ljudi iz personal, pa tam je bilo množica avtomobilov, pa ljudi na mostu pri Eurospinu. Lejte, tu moramo paziti, da gre prava informacija in mi obveščamo ljudi. Ok. Take manjše stvari pa to, da ljudje ne kličejo zdaj koncesionarja, da se sami porešijo, recimo, mi smo na Sržišču imeli zdaj plas, pa se sami rešujemo. Da ne kličejo zdaj koncesionarja, ko ima bolj bistvene stvari za urediti, ko pa kakve male stvari, ko se dogajajo, ne. To je to treba opozoriti ljudi. Ja, samo zdaj pravim, da ne kličejo, če ni res kaj, lahko sami, recimo sosedi porihtajo. Hvala za vso pomoč, hvala, pomagajte, bomo, še marsikaj smo preživeli, bomo tudi to. Danes, glede na to, da je izredna seja, ko tega ne bo planirana, naša lista se odločila, da bomo današnjo senino namenili Rafiju. Bi rekel, apeliram pa tudi na vas, svetnike,
da to se njeno, ko je danes dobite, dajte je nekam humanitarno, ni važno komu. Hvala, lepo bote.